Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer je zjutraj. Dobrodošli v naši družbi. Z Večerom razumete bolje. Danes je ponedeljek, 15. marec 2026. Ali z drugimi besedami, le še nekaj dni nas loči do volilne nedelje. Zato tudi politična analiza z Markom Crnkovičem. Kaj vse se v tem tednu še lahko zgodi in spremeni? Kakšne so pasti medicinskega turizma za bolnike z rakom? Tekma za nogometni naslov še ni odločena, a Celje malo lažje diha. Maribor pa rutinirano čez Muro. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Kot rečeno v napovedniku, Marko Crnkovič, kolumnist, urednik, danes v naši družbi, da pospremiva volilno kampanjo v zadnji teden. Marko, zdravo, servus, dober dan. Zdravo, Matija. Kako je? Pa je v redu. Preden greva v najno... Nervoza narašča. Ja, tako rekoč vrelišče je že pravzaprav preseženo. Preden greva seveda v najno malo podrobnejšo analizo, kaj nam je še ostalo in kaj ni ostalo in kaj vse se lahko še spremeni v teh nekaj dnevih, nekaj dejstev. Torej, sinoči v nedeljo zvečer je Televizija Slovenija objavila javnomnenjsko anketo, raziskavo Inštituta Mediana. Ta kaže takole. SDS je na prvem mestu, pridobil je 2 odstotni točki, ima slabih 24 odstotkov. Za 4 odstotne točke se je dvignila podpora Gibanju Svoboda na 20,1 odstotek, sledijo Socialni demokrati na 3. mestu, nato skupni listi Nove Slovenije, SLS in Fokusa. Obojim se je podpora rahlo znižala, za pol odstotne točke je zrasla podpora Levici in Vesni. Demokrate Anžeta Logarja podpira slabih 6 odstotkov, na robu parlamentarnega praga ostaja ta Resnica, ki je nad temi 4 odstotki, in Piratska stranka, ki je nekoliko pod 4 odstotki. Če bi zdaj upoštevali samo tiste, ki so že opredeljeni in ki bodo zagotovo šli na volitve, bi bil razrez sedežev v parlamentu, to je tako imenovana volilna napoved, sledeč. 31 sedežev bi dobila Slovenska demokratska stranka, torej Janševa partija, nato pa Gibanje Svoboda 25 mandatov, Levici in Vesni bi pripadlo 8 mandatov, demokratom Anžeta Logarja ter NSI-ju, SLS in Fokusu po 7 sedežev, Socialni demokrati bi lahko računali na 6 poslancev, 4 bi dobila Resnica. No, 2 dni prej, oziroma v soboto, pa je Dnevnik objavil še anketo Nina Medije, po njej pa je Svoboda za las že prehitela SDS. V Svobodo bi po tej anketi, ki je objavil Ljubljanski časnik, volilo 24,1 odstotek vprašanih, SDS pa malenkost manj 23,3 odstotka. Parlamentarna levica bi po Nina Mediji imela 43 poslanskih sedežev, SDS, skupna lista NSI, SLS, Fokus ter demokrati Anžeta Logarja pa 41, torej skoraj da viseča pad pozicija. Toliko za orientacijo za začetek, zdaj sem se vzel, da naštejem te številke, upam, da se ljudje niso zgubili v tvojih številkah, ampak zanima me tvoj komentar. Štartava zadnji teden, odštevava še 6 dni. Ja, za dezorientacijo pa so Anžeta Logarja kar prišteli k ta desnim. To pa pravi, da bo rešil tja. Dobro, o tem sva, Marko, toliko krat govorila, sva nekako prišla do zaključka, da ne vemo čisto točno, Logar se odtepa Janše, zanimiva je naslovnica Reporterja, na kateri sta tako Janša kot Golob, in Golob pravi, Logar je usklajen z Janšo, Janša pravi ponovno, Logar je zlati prinašalec Roberta Goloba. Ampak zdaj, greva. Torej, to so približno ankete, zdaj časa za debato o tem, koliko so še relevantne, koliko so točne, nima, ampak tako kaže trenutno stanje stvari. Ostalo je res samo še nekaj dni. Ja. Kaj se še lahko zgodi? Nekaj je že na tem. Zgodi se lahko napoved Nina Medije in zgodi se lahko napoved, oziroma v resnici napoved Mediane. Ali pa nič od tega. Skratka, kako vidiš situacijo zdaj, 6 dni pred ciljem? Kaj preseneča? Nič ne preseneča, stanje zabetonirano in se bo težko še kaj zelo dosti spreminjati. Preseneča ravno ne, mislim, kaj pa vem, presenečenja bojo sledila v nedeljo zvečer, pa potem tiste dni, ko bo preštetih dovolj glasov. Tako da zdaj lahko preseneti samo še
kakšen nov prisluh, ne, mislim, kar je edina uganka, ne, koliko bojo ta kao razkritja vplivala na volilne odločitve. Ne. Tako, če bojo pomagali tistim, ki so si jih izmislili, ali če bojo škodili tistim, na katere letijo oziroma jih črnijo. Ne. Zdaj, vse skupaj je, po mojem, ena velika neumnost. Ne. Mislim, prvič zvedeli nismo nič takega iz tega, kar ne bi že vedeli ali pa vsaj slutili, ne, čeprav brez dokazov. Ne. Vemo, da je Janković Mr. 10%, ne, vemo... Rekel je, to je grda laž. Ja. Zaščitil bom svoje, pozor, dobro ime. Ja, naj ga kar. Skratka, vemo, da so tete iz ozadja, ker to so bile zdaj tete iz ozadja. Ne? Zdaj, kar naenkrat, mislim, kar je čudno, ne? Mislim, leta in leta govorimo o stricih in ozadja in ko pridejo neki kao dokazi, protagonistke, gospe. Zdaj pa kar naenkrat pridejo na plano, da so to tete v bistvu. Ne? Nismo sicer si mislili, da je taka teta Dominika Švarc-Pipan, ne? Vedeli smo sicer, da je teta tale Nina Zidar Klemenčič, ampak to skratka ni nič takega. Ne? Mislim, vse zadnje. Ne? Gospe so recimo da naivne, ne? Dominika Švarc-Pipan je šla na Dunaj, na nek poslovni sestanek in se je zdelo fajn, da je ona vplivna in da ima neko težo, da se tuji potencialni investitorji, karkoli že so v resnici, zanimajo za... In je zelo prosto prešerno kramljala z neznanci. Ja, seveda, mislim, predsednika vlade pozna, pa ministre pozna, pa vsem vem tudi neče skregana, pa mogoče bi lahko res kaj naredila. Ne? To je tako, kot bi jaz, ne vem, nekaj si želel, pa bi iskal vezo na večeru, ja, mislim, tebe bi poklical, ne, ali pa, ne vem, kogarkoli. Ampak zdaj, ajde, ne, teorija nešteto, spino je nešteto. Ko ne vemo točne resnice, ko nimamo vseh dejstev, je možnosti za interpretacije, za vzpostavljanje naracije ogromno. Od vmešavanja tujih tajnih služb do nekih bivših obveščevalcev, policistov, do slovenske politične desnice, ki da stoji za temi prisluhi. Imaš ti kakšno teorijo? Kaj se tebi zdi verjetno, da se je tukaj dejansko zgodilo? Po mojem je najbolj verjetna razlaga, se mi zdi, da za tem stoji desnica. Razlog... Za to operacijo je treba imeti veliko denarja in nekih profesionalnih ljudi in naprav. Ne? To so neki te njihovi connectioni v tujini, ki jih imajo, ne? Pa tudi, ne vem, no, nekaj je stalo službena pot oziroma potni stroški za Dunaj, pa tam neka večerja in to, ne? Ampak, ne, kot vedno pravimo v teh primerih, follow the money. Ne? Tudi, če ni bilo nekega strašnega denarja, razen potnih stroškov pa večerje, ne, gre za to, komu je to v interesu. In to je lahko v interesu samo desnici. Ja, zdaj je dokazal, zato njima lahko špekulirava, lahko seveda debatirava. Ne. Stvari so bile sploh v prisluhih teh, ki so objavljeni v obliki videoposnetkov, ne, torej skrivnega snemanja, izgledajo dokaj profesionalno. Medtem ko ostali audio prisluhi, ne, v kateri govori bivša generalna sekretarka Gibanja Svobode, se pol stvari ne sliši, nekako je vse skupaj bistveno bolj amatersko kot cela ta operacija. Čeprav izgleda realno, ne. Verjetno številni takšni politični pogovori na ta način, ne, tudi na zelo surov, grob, ne, način potekajo. Ampak okej, kakšen odtis bo pustilo to dogajanje zadnjih dni na volilni kampanji? Kajti na eni strani gledamo zdaj vlado, kako se trudi z odpiranjem drugega tira, negovalne bolnišnice v Mariboru, začetka tretje razvojne osi, skratka kup nekih projektov zaključuje, torej režejo se predvolilni trakovi, polaga se asfalt in tako naprej. Na drugi strani pa popolni powerplay politične desnice. Janez Janša je čez vikend povedal, seveda, da bo spodbijal tudi seveda predčasno glasovanje, ker da to seveda ne more potekati v Stožica. Enkrat sva že omenila, da tam straši zagotovo Jankovićev duh. Ja, kaj naj rečem?
bistvu gre za to, da ne vem, kaj pa pričakujejo od vlade, da se bo potuhnila v zadnjem mesecu in zlasti v zadnjem tednu pred volitvami in da se ne bo hvalila in rezala trakove in opozarjala. To bi bilo, mislim, zelo naivno pričakovati. Tega ne bi za nič na svetu naredili. Ja, seveda se hvalijo. Pač vprašanje je, če je to res zadostna hvala, ki bo ljudi opozorila, da so vendarle nekaj naredili, ker radi pač šimfajo, da niso kaj dosti ali celo nič. Tako da, po mojem, to pač tako je, kot smo zdaj. Pred volitvami se vsi hvalijo, kaj so naredili in kaj bojo naredili. Zdaj smo v situaciji, ko se skoraj bolj hvalijo s tem, kaj so, kot kaj bojo. To je tudi svoj vrstni paradoks. Ponovadi so predvolilne kampanje neki seznami obljub, za katere je zelo majhna verjetnost, da bojo res uresničene v taki obliki, kot so bile izrečene. Po drugi strani pa desnica pa seveda si pripravlja teren za vsak slučaj, če te volitve zgubi. Če Janša že napoveduje, da bo spodbijal te rezultate, to je že vnaprej si dela nek alibi, potem te prisluhi itak, le pogledajte jih, ne samo mafija, rekel je, da je to, tam sem se prav zabeležil, da je neka mafijska družba, nekaj v tem stilu, no, mislim, halo, to je zdaj malo kruto rečeno, pa tudi, če so vsi ti prisluhi avtentični, mislim, niso ravno mafija, mislim, to je pač ta desničarski novorek, ki pač s temi besedami, s tem besednjakom radi mahajo in pač taka je ta kampanja, Ampak ti si, gledaj, novinar... Kot smo se že od začetka bali in kot je za manj si želela predsednica Nataša Pirc Musar, ni bila in ni mogla biti čista, poštena. Glej, nama za kolegom Grošljem je Nataša Pirc Musar na decembrskem prazničnem intervjuju dejala, da moramo biti zelo pozorni na ta digitalni moment kampanje, na dezinformacije in tako naprej. Tako da me zdaj malo čudi njen molk ob vsem tem kaosu, ki smo mu priča. Ampak kar me zanima, novinar, kolumnist, ki spremlja politiko si dolgo, smo že imeli tako surovo, brutalno, kaotično, neboj mesarsko klanje volilno kampanjo? Ja, smo imeli, ker ravno te dni sem se spomnil na tiste slavne SDS-ovske brezplačnike leta 2008. To je še bil analogni čas, ko so že tiskali. To je bilo analogno, denar se stran metali za tiskarne in če so honorirali svoje avtore, ampak mislim, točno je, Ekspres in slovenski tednik. To je bilo sicer analogno, ampak ni pa bilo kaj dosti manj umazano. Mislim, ni bilo umetne inteligence, ni bilo takih prisluhov, ampak sesuvali so pa iz vseh topov. Ja, tiste je bil v bistvu tudi deepfake na drugačen način. Na nek način je bil deepfake, ja. V kakšne zgodbe, seveda, ne zdaj čisto vse najbrž. Ampak, okej, zdaj, kaj še ostane? Zdaj je to tem bolj nepregledno. Zdaj ne štekaš, takrat si videl neko smetje, si našel v Kaselcu ali kamorkoli so že to metali. Danes je pa to na internetu, danes je to povsod in ne veš, kako je to nastalo. Ne veš, kdo si to zmislil. Danes je to kot težko reči. To bo že zdaj 20 let skoraj, to je 18 let in pa se še vedno nismo navadili. Internet je v sponu in ključno z umetna inteligenca 2 leti, recimo, ali koliko, pa take zadeve, ampak se nismo navadili. Še vedno smo zbegani in šokirani.
Zdaj, nekateri so spomnili seveda na znamenito lepljenko tudi proti Danilo Türku, ne, od njegovi domnevni vpletenosti v velikovški napad, ne, oziroma tako rekoč tisto tajno operacijo. Torej, ti ne pripisuješ, da bi ti prisluhi, ki so zdaj nek nov element, nek šok, nek suspens prinesli v to kampanjo, bistveno premešali karte, samo utrdili prepričanje na obeh straneh, ali kako, če te prav razumem. Stvar je v tem, da če tudi so avtentični, če tudi je vse res, kar so te tete iz ozadja povedale. Čeprav dva sta bila tudi strica, Dejan Baravan in Rok Hodej. Do zdaj. Pa niso še končali z objavljanjem. To je druga liga stricev. Dobro, ja, ok. No, kakorkoli. Hočem reči, ne vem, kako bo to vplivalo, ker to je vedno dvorezno. Tisti, ki to lansira, ne ve, mislim, je lahko prepričan, da bo to tiste, ki so že na njegovi strani, še utrdilo v tem prepričanju, da je oblast mafija. Da je oblast mafija. In obratno mogoče. Druge pa, da Janša prisluškuje. Druge pa lahko prepriča tem, da se desnica poslužuje pač kakršnihkoli grdih načinov za blatenje svoje politične konkurence. Ne vemo pa, koliko bo zdaj ljudi se za nalašč volilo Levico, oziroma stranke aktualne koalicije, češ, poglejte, kaj jim delajo. Tudi to je možna reakcija. Lahko, da bo se celo kdo od desnih volivcev odvrnil, no, to pa res ni lepo, kaj jim delajo. Mafija pa res niso. Mogoče so nesposobni, ampak niso pa mafija. Pa poglejte, kaj jim zdaj vse potikajo. Ali pa ne potikajo, ampak ljudje si lahko mislijo karkoli. Tako da učinek ni nikoli popolnoma predvidljiv. Ja, v zadnjih dneh sem govoril z enim pametnim človekom, bom rekel desne politične provenience, ki je nekako takole poantiral. Rekel je, ajde, če bi bil en prisluh, dva prisluha, ki bi vnesla nek šok v volilno kampanjo, nek pretres, bi mogoče to nekako pretreslo te neopredeljene sredinske volivce, ki se še odločajo zadnje dneve. Ker pa zdaj ti prisluhi sledijo kontinuirano, pa kaže, da gre za neko zelo načrtovano, koordinirano in ciljno operacijo, kjer so vse močnejši prstni odtisi pač politične konkurence in se mu zdi, da bi lahko to bilo celo na neki točki kontraproduktivno, tako kot si ti dejal. Ja, ampak zelo možno. Zdaj pa mogoče samo še to, preden to najino analizo skleneva, rečeva 5 dni do volilnega molka, čeprav volilni molk ni več to, kar je bil, in 6 dni do glasovanja, oziroma en dan celo do predčasnega glasovanja, ki ga bo Janša izpodbijal. Ostane še nekaj torej velikih soočenj na Pop TV-ju, nocoj, v ponedeljek zvečer v Mariboru bodo snemali duel Janša Golob, potem pa mislim, da imajo zaključna soočenja še na nacionalki na Pop TV-ju. Od teh ta velikih, seveda bo še nekih bolj in manj pomembnih, signifikantnih in odmevnih dogodkov še en kup. Ampak, torej, kaj še lahko ta teden mogoče prinese nek game changer ali karkoli, kaj bi lahko vneslo v kampanjo? Ali smo s temi prisluhi videli v bistvu največ, kar smo lahko tudi v najbolj morastih sanjah pričakovali od slovenske volilne kampanje? Po mojem niso dovolj pametna, mislim, za to. Lahko se pojavi še nekaj. A veš, da je vredo včasih reči, da vsega ne veš, Ja. Čeprav veliko ne veva vsega, mogoče, možno je tudi to, da nekaj popolnoma, nekaj, kar si ne midva, ne cela slovenska javnost nisva predstavljala, da je možno, sploh pa ne v zadnjih 5 dneh. Tako da, ne vem. Ja, zanimivo bo spremljati zdaj, glede na to, da raziskave kažejo nekako vseeno kar različno dinamiko v volilnem telesu, torej na eni strani, da Svoboda lovi SDS, ga celo prehiteva, na drugi strani neka razdalja med tema dvema vodilnima strankama, ki se ohranja in seveda predvsem, kar bo na teh volitvah zelo pomembno. To je bitka za 3. mesto in bitka za prag, torej kdo bo prišel v parlament. Predvsem pa, kakšna bo volilna udeležba. Kaj tu meniš? Je Slovenija
motivirana in mobilizirana, da gre voliti? Kakšen imaš občutek, ko se pogovarjaš z ljudmi ali pa ko bereš? To sem pozabil prej omeniti. Možen učinek teh prisluhov, vsega tega, kar se zdaj dogaja, je to, da se bo ljudem vse skupaj zagravžalo. Mislim, da bo demotiviralo ljudi, da bo šli na morje, raje pač na sprehod. Kaj bi jaz hodil voliti za vse mogoče pa to name of the game. Butle, da grdo rečeno, ki se tako le obkladajo, gremo jaz reš na morje, pa ne vem kaj, ali bom pa doma gledal televizijo. Mislim, vsem tem, kar se dogaja, je dejansko na svetu cel kup boljših stvari, ki jih lahko človek počne v nedeljo, kot pa da gre voliti. Mislim, žal. Čeprav je lepo, da gre lepo je, da gremo voliti. Jaz bom šel, ti najbrž tudi. In kaj jaz vem, ne bi si upal res odkrito pozivati ljudi, pejte voliti, ker vem, da je to za marsikoga nekaj zelo bizarnega dan danes. Ampak sploh pa v dani situaciji. Nekajkrat sem že omenila, en res dober projekt si naredil v tej volilni kampanji za Večer, torej portretiral si praktično vse frontrunnerje političnih strank, ki so nekako preko praga ali blizu praga. Danes si napisal tudi kolumno za nedeljsko izdajo. Si od teh ljudi, s katerimi si se pogovarjal, pričakoval, da bodo se zapletli v tako umazano volilno kampanjo? Ne. Kot sem napisal, mogoče je to malo naivno, ampak ti ljudje izgledajo normalni. Tudi tisti, s katerimi, ki jih jaz ne bi nikoli volil, ker od vseh teh 8-9 strank, ki sem jih obdelal, seveda, mislim, ne morem vseh voliti, tudi če bi jih hotel. Tako da, ampak so tako ljudje normalni kot midva, recimo, ki pač so novinarja, ampak ne vem, vidim pri nekaterih, da mislim, obstaja velika razlika med tem, kako se oni kažejo tako vis-a-vis na štiri oči v nekem normalnem, prijetnem, nekonfliktnem vzdušju. Čisto drugo pa je, ko oni nastopajo, bodi si pred kamero ali pač kako drugače v javnosti. Potem pa demoni pridejo. Potem pa že vidiš, da jih žene nekaj veliko globljega kot žene normalnega človeka. Psiholog Marko Crnković in še kaj drugega. Hvala lepa za danes. Kdor ni bral političnih obrazov, v katerih je Marko Crnković portretiral slovenske vodilne kandidate za čestitke in za volitve, ima seveda to možnost še vedno na spletni strani Večera, kjer so vsi ti teksti zbrani, kakor tudi veliko ostalih vsebin, ki jih dnevno pripravljamo o volitvah, o slovenski politiki, slovenski politični geografiji, pa seveda tudi širše. Z Markom se še oglasiva pred volilno nedeljo, pa seveda tudi z ostalimi. Vsekakor spremljajte, berite o volilnem dogajanju v Večeru. Adijo, Matija, nasvidenje vsi. V Žarišču pišemo tudi o pasteh medicinskega turizma za ljudi z rakom. Priljubljena destinacija za tiste, ki želijo iskati nove možnosti zdravljenja ob tej hudi diagnozi, je Nemčija. Ta ima močan zasebni zdravstveni sektor in je ena od vodilnih držav za medicinski turizem. Ima tudi drugačno zakonodajo kot Slovenija in dolgo tradicijo alternativnega zdravilstva. Govorili smo z zdravnico Majo Pakiš, ki v Mariboru zdravi bolnice z ginekološkimi raki. Pojasnila nam je, na kaj moramo biti pozorni, če želimo na zdravljenje v tujino in kako alternativna zdravila zapakirajo kot pristna, pa tudi zakaj pacient za uvajanje nove metode ne sme plačati. Pogovarjali pa smo se tudi z onkološko bolnico, ki je bila v Nemčiji, a je danes žal. Dobila je občutek, da jim gre le za zaslužek. Citiramo, ni garancije, da bo nekaj, kar stane 50.000 evrov delovalo, pravi in pove za primer znanke, ki se je 2-krat odšla zdraviti v Nemčijo, obakrat plačala po 20.000, na koncu pa žal podlegla bolezni. Vprašanje, če ne bi bilo bolje, da bi ta čas preživela z družino in jim zapustila ta denar, razmišlja sogovornica o kruti usodi soborke.
Boj za nogometni naslov v prvi ligi še ni odločen, je pa vodilno Celje nekoliko lažje zadihalo. Grofi so bili namreč uspešni proti konkurentu za trofejo. Koper, ki je z derbijem že opravil s tretjo četrtino prvenstva, je sicer že dan prej drugo mesto prepustil Mariboru, tako pa je ostalo tudi po dvoboju na Bonifiki. Gol Darka Hrke po kotu v 17. minuti je bil dovolj, da je novi trener Celja Viktor Kampelos na klopi debitiral z zmago. Grofi so tako obdržali 7 točk prednosti pred znova drugim Mariborom, ki je na edini marčevski tekmi v Ljudskem vrtu suvereno opravil z Muro. Učinkovitih 9 minut v prvem polčasu je bilo dovolj za gladkih 3-0. Kakšne so razlike med našimi tekmami, ki jih dobimo, in tistimi, ki jih ne dobimo? Če zmagamo, običajno zabijemo iz prve ali druge priložnosti, je recept za uspeh opisal trener Maribora Fedža Dudić. Njegovo moštvo zadnja naloga pred reprezentančnim premorom čaka v petek, ko bo Maribor gostoval v Kidričevem pri Aluminiju, Celje pa bo v nedeljo gostilo Primorje. To je bil Večerje zjutraj 16. marca 2026. Z vami sem bil Matija Stepišnik. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Z Večerom razumete bolje. Dobro začnite teden in bodite čim več v naši družbi. Se beremo in se slišimo.